Neučakani kupci v trgovini, zavojček žvečilnega gumija in genij, ki mu je bilo na počitnicah dolg čas. Vse te stvari so po svoje prispevale, da danes izdelke v trgovinah označujejo s črtnimi kodami, ki pomagajo poganjati globalno trgovino. Kako je lahko par črtic tako spremenilo svet? Skočimo par let nazaj. No, dajmo reči 50. V čas, ko smo za obisk trgovine vzeli dopust, sanjali o nakupovanju na klik in nas prazna polica v trgovini zares ni presenetila. Par ljudi je udarilo po mizi in reklo, zdaj pa dost. In nezavedajoče naredilo tektonski premik v boljši svet. Ker je pa lažje reči kot narediti, je zadeva malce trajala. Leta 1974 so končno oblikovali črtno kodo, kot jo imamo danes. Ne ta. To ni ta prava? Ne. Ta. To je ta. Ker pa svet ni samo Amerika, se je za evropski trg zadeva morala zelo dodelati. Mogoče ne izgleda veliko, vendar je ta ena dodatna cifra poenotila svet in tako je sistem identifikacije, ki se skriva za nekaj črticami, postal globalni jezik poslovanja. Kako smo pa Slovenci sprejeli to spremembo? Z odprtimi rokami. Takoj ob ustanovitvi Slovenskega združenja za numeriranje artiklov se je leta 1992 včlanilo kar 230 podjetij. No, ta majhni oddelek gospodarske zbornice je začel zelo hitro rasti. Z vedno večjim številom članov se združenje preimenuje v EAN Slovenija. Kmalu pa je že napočil čas za spremembo. Eno samo svetovno organizacijo GS1. Ob tem pa se s 6 ustanovnimi člani, Mercator, Gorenje, Merkur, Droga Kolinska, Petrol in Gospodarska zbornica Slovenije, oblikuje samostojna organizacija v Sloveniji. Od leta 2005 nas tako najdete pod imenom GS1 Slovenija. Kakšne spremembe pa lahko sploh naredi ena samcata kombinacija črtic? Sem mislil, da nikoli ne boste vprašali. Zadeva je zelo preprosta. Koda je kot osebna izkaznica za vsak artikel. Za učinkovito poslovanje so ključni kakovostni podatki. To ni le olajšano računanje končne cene v trgovini. Brez GTIN spletna prodaja, kot je danes, ne bi bila možna. Logistični procesi živijo v harmoniji. Dostava je enostavno potrjena z elektronsko dobavnico. Oskrba pacientov v zdravstvu pa bolj varna in učinkovita. Če do zdaj ne vidite, kaj je vsa ta koda izboljšala, pol ni več upanja za vas. Ne, a res moram vse to povedati. Pa se jim je do zdaj že jasno, no? Ok. GS1 Slovenija prenaša znanje in dobre prakse na področju standardov, digitalne rešitve in inovacije v vseh sektorjih. Med prvimi organizacijami GS1 so implementirali 2D kodo v zdravstvu, izdali nacionalna priporočila za logistiko gotovine in označevanje v energetiki. Med izvajanjem projektov tudi verificirajo, svetujejo, izobražujejo in so med redkimi, ki strokovno znanje prenašajo v šolski sistem. Skratka, ni da ni. Začeli so z 2 zaposlenima, zdaj pa jih ekipa šteje 14. Majhna, kakovostna ekipa krmili med usmeritvami sedeža GS1 in potrebami trga ter sledi tehnološkemu razvoju. Včlanili so preko 10.200 poslovnih subjektov in dodelili preko 13.500 licenc GS1. Jezus! Danes pa majhna nacionalna organizacija več kot 3.700 članom še vedno z veseljem nudi strokovno podporo in deli znanje o uporabi standardov GS1. V GS1 Slovenija stojimo za svojimi standardi, s katerimi vedno znova odpiramo nove poti sodobnega poslovanja in tako puščamo odtis v svetu, ki ga živimo. In s tem poslanstvom, s katerim gradimo globalni jezik poslovanja, bomo skupaj s člani nadaljevali tudi v prihodnje.